pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci, nazaj na našo pogovorno oddajo Za masko. Prejšnjo epizodo smo poklepetali z komikom Luko Dimitrijevičem in z njim odigrali Bean Boozled izziv. Če si še te oddaje niste ogledali, pa si jo lahko sedaj ogledate na tem YouTube kanalu. Danes pa je v naši družbi komik Rok Smrekar. Gospod Smrekar, pozdravljeni. Lepo, da sem kle. Kako ste kaj danes? V redu. Za vse gledalce doma, ki morda ne vedo, kdo ste vi, bi se lahko na kratko predstavili? Zdaj, kdaj si lahko rečeš, da si komika, veš, tako. Zdaj je imel težki, recimo, dober podcast. V bistvu se moraš kar ukvarjati s tem. Zdaj jaz komedijo delam bolj kot hobi, bolj kot terapijo, drugače pa delam pa vse. Zdaj le trenutno delam selitve, pač fizično delo. Drugače pa sem po izobrazbi pa ekonomist. Tako. Super. Torej, kdaj ste se sploh vi odločili postati komik? Je bila to vaša želja že od nekdaj in vidite to morda kot poklic za vedno? Mislim, ja, za vedno bo ostal, sigurno. Meni je komedija pomagala, da sem se soočil z eno težko situacijo v bistvu v življenju. Ko sem službo izgubil prvič, mi je to bilo tako kot ena terapija. Da sem imel pač neko rutino, pa zmeri mi je bilo tako. Jaz sem zmeri bil tak zabavljač. In ti pol to ostane tudi, ne. In pol to dati ven je nekako taka, kako bi rekel, kar nagrada, no, v bistvu. In vsak nastop jaz gledam tako kot nagrado, da se lahko pokažem, da ljudi nasmejem. Zdaj pa, jaz se s tem ukvarjam ene dobre 2 leti, no, v resnici. Tako da mislim, da sem kar dosti dober, da uspem skoraj vsakega nasmejati. Imam pa jaz tak specifičen tudi humor, vsega ima vsak svojega. Ja. Če pa se najbolj spomnite iz vašega prvega nastopa, mogoče kakšni utrinki iz tistega dne? Moj prvi nastop je bil v nakupovalnem središču v Ljubljani. To je pa bilo tako, da smo imeli v bistvu tak odrček improviziran in potem smo, pač kupci so hodili mimo nas z vozički, pa z vsem mi smo pa nastopali, ne. In tisto je bilo zelo tako, ozvočenje je bilo bolj bogo, ful je bilo šundra, ko so se otroci odzad igrali. Imel sem pa, treme jaz nimam, no, to je mogoče malo zanimivo. Nisem imel nobene treme takrat. Pripravil sem se, na pamet sem se naučil, tako kot v šoli, ko sem bil vprašan, no. Tako da bil sem pa itak ta prvi na vrsti, to se spomnim. Pa sem pa dobil zelo hitro več priložnosti, tako da sem nastopil na 2 tedna, recimo, tam pol. Pa vi menite, da je trema prirojena ali da se jo da preboriti? Da se preboriti to. Jaz sem v glasbeno šolo hodil, tam se v bistvu prav zdresiraš, da nimaš treme, ne. Vsakič, ko greš, veš, da si se pripravil, veš, da si vadil, veš, da znaš, no, v bistvu. In na koncu pač ni razloga, da bi imel tremo. Je tisti tak mal stres, ko greš na oder, ko rečeš, zdajle, pol, ko si pa gor, pa itak zgine. In trema je za tiste, ki jo imajo, pa da se ne morajo znebiti, sam več nastopati. Ko pol se navadiš, pol ti je to užitek, ne. Ja. Torej, omenili ste, da ste že za komedijo ukvarjate 2,5 leti, je tako? Ja, dobri 2 leti, ja, tako. Kateri nastop pa vam je najbolj ostal v spominu in zakaj? To je bil tudi moj največji nastop, v bistvu. V Ljubljani je ena nova taka, en tak nov establishment, bi lahko rekel, Odiseja. Ima izjemno dobro opremo, izjemno, res. In tam sem imel jaz priložnost nastopati v angleščini, da sem ogreval publiko za Elizo Schlesinger. 5 minut sem naredil in to je bila taka priložnost, ki je pač res srečo sem imel, resnično. Jaz ne bi rekel, da je kle igrala da je kle vlogo igral to, da sem bil pač toliko dober, ampak enostavno malo sreče sem imel tukaj, zato da sem se z njo srečal, pa da mi je rekla ona, v bistvu, a bi ti delal za mene v Ljubljani 5 minut in pol sem jih, no, ta nastop je bil res lep. Mogel sem se pa zelo hitro pripraviti. Mi smo se v soboto zmenili, da jaz v ponedeljek nastopam, tako da, ali nekaj takega, v petek za ponedeljek, tako ful hitro je šlo, no. Tako da to je bilo kar stresno, po eni strani, ker nisem imel niti časa vmes se pripraviti. Vzel si joke, ki si ga imel v slovenščini in ni nujno, da bo isto delal v angleščini, ne. In to je bilo kar tako, jaz sem res zbral pa tiste best of, pa da v angleščini nekako pridejo čez, da so logični, ne. Je pa težko v angleščini nastopati za Slovence, to je pač taka malo smešna situacija. Ampak ja, drugače je bilo pa ta nastop je bil po mojem eden mojih najbolj pomembnih, tako.
S katerimi komiki pa ste najraje sodelovali, morda tudi zakaj in s katerimi pa bi radi? Zdaj, najraje sem sodeloval s Težkim, zmeri. Ker on ti zmeri tako iskreno pove, kako si naredil joke, pa kako moraš nastop spremeniti. Tako zmeri ti da take, zmeri moraš malo popravljati, ne, svoj nastop. Zdaj pa tako, z njemu je najboljš delati, drugače pa zelo rad nastopam, pa s temi, ki smo bili sošolci na delavnicah. S temi najraješ nastopam, no. Želel bi pa si recimo iz Perico enkrat, ali pa z Vidom Maličem bi rad tudi kdaj kaj probal. No. Z njemu sicer nisem še nikoli, enkrat sem ga videl, sam, ki je bil v publiki, no, so si roko dala. Drugače pa on bi bil po moje tak, ki bi mi lahko veliko vrat odprl, no, tako. Pa ko ste začeli vašo komično kariero, ste imeli morda kakšnega idola? Mislim, se itak gledaš druge, ne. Meni je bil zelo všeč Dave Chappelle nekaj časa, pol pa, ko sem bolj, ko greš v to noter, mi je pol bil Ricky Gervais, tako je tudi Golden Globes povezval, ne. Drugače pa pol zdajle, pa če gledam kakšne idole, jih ni toliko, no. Jih ni. Zdaj spremljaš, vidiš, kaj se dogaja, Matt Rife, recimo, s tem crowdworkom pa to, ampak ni pa to nekaj, ki bi rekel, hočem biti tak, ti moraš biti svoj, ti moraš svojo špuro furati, ne. Kaj pa vi menite? Mislite, da je biti smešen prirojeno ali nekaj, kar lahko pridobiš? Lahko pridobiš, to se da natrenirati, tako kot vse, ampak je lažje, če imaš malo občutka za to, ne. To je tako, ker eni imajo občutek za ritem v glasbi, a ne, eni imajo posluh in to je pač neka prednost, ko imaš, se pa da to vse naučiti. Menite, da je to tudi lahko odvisno od gledalcev, ki vas spremljajo? Vedno je. Se je že zgodilo, recimo, da ti ista fora ti ne dela isto, recimo v eni populaciji ali pa v drugi, ne. Recimo, ene fore grejo v Ljubljano ful dobro, če greš mečkan ven iz Ljubljane, ne delujejo več, ne. Recimo za Škofjo Loko, ker je ful dobro nastopati, recimo v Škofji Loki grejo, večina for gre tam čez, zato ker se ljudje pridejo tja smejati. V Ljubljani so pa ljudje malo tako, kakšni so ful politično opredeljeni, kakšni so, ne vem, kakšne ful mot, recimo, če govoriš kaj o otrocih, kakšnim je ful všeč, če govoriš o družinskem humorju, kakšnim ni všeč, če govoriš o ženskah, kakšnim je všeč, tako. In je, zelo moraš prilagajati, vidiš, kako se publika odziva, ko se joke sestaviš tako, da imaš več punčev noter, se pravi, da se smejejo večkrat. Vidiš pri ta prvu, če se malo zasmejijo, daš še ta drug punč in če je konc, pa greš naprej, ne. Tako, moraš prilagajati. Torej, katera pa je vaša najljubša vrsta publike? Torej, koga imate radi v publiki, katera starostna skupina in kje radi najbolj nastopate? To za starostno skupino. Tisti, ki so stari 40, so najbolj odprti, tako. Njim se je življenje že zgodilo, ponavadi imajo družine in pridejo se res sprostiti in njim je vse smešen skoraj. In z njimi je fajn delati. Drugače pa populacija, fajn je, če so mešani, moški in ženske. Tako, to je v redu. Sloh je zasekno. Ja. Kaj pa morda radi najbolj nastopate, torej če je zunaj, notri, morda kakšni lokalni klubi ali kaj? Kako? Če rajši nastopate na primer v zunanjih prostorih ali v notranjih ali v kakšnih lokalnih klubih ali? Ne, najboljše je noter, ne. Ker se zvok lepo odbija in je potem fajn ambient, drugače pa smo tudi že odzunaj nastopali. Poleti se v glavnem odzunaj in odzunaj je pa tako. Če je ful vroče, tudi ni fajn, ne. Je pa v redu, če imaš podnev, recimo, ni treba imeti luči, ko te fajn osvetli, po noči je pa fajn, da je luč, ne. V klubih mora biti obvezna luč, da se te vidi, ker pa lahko tudi z obrazom več narediš, lahko imaš kakšne gibe take, ki so pa bolj izrazni, ne. Oboje je fajn, je pa res, da večinoma se dogaja noter. Večinoma so noter in tam se tudi potem smeh je nalezljiv malo, veš, da se pa hitro nalezejo ljudje in je fajn, noter je fajn. Bi morda dali kakšen nasvet mlajšim generacijam, ki skušajo nastopati kot komik in kako bi sploh začeli? Pišite si. Vse si piš, pa prepiš pol. Napiš si, kar se ti zdi smešen, zato imaš zmeri knjigico s sabo.
Napiši si, pa ga pol poglej še enkrat čez 2 dni, pa joj, tole ni dosti dobro. Pa ga prepiši še enkrat, pa besede zameni, pa da je vrstni red zameni. Tako, sam pisati veliko in pol komedija nastane sama od sebe. Fajn je, da greš tako, da vidiš neki, recimo, če se bo ukvarjala s temi bomboni, ene pure bo najdla nekaj smešnega. Tako da ni samo vrteti logiko, pa najdete en humor, ker ponavadi je humor tako narejen, da te spelje, ne? Da ti na začetku ti nastaviš eno podlago, v čem bo joke bil, potem pa moraš povedati nekaj, kar ljudje ne pričakujejo. To je ponavadi punch. In s tistim se je najtežje ukvarjati. Ti moraš večkrat ga obrniti, večkrat iskati, večkrat. Včasih je samo vrstni red besed že dovolj. Pauze, recimo, polka bojo nastopi, delivery je zelo pomemben. Recimo, jaz sem dobil en dober nasvet od Elize, ki je rekla, 40% je material, 40% je delivery, pa 20% je, kako se sam promoviraš. In to je to. To je v bistvu recept tak, ki je pač dosti logičen. No. Super. No, zdaj, ko smo vas bolj natančno spoznali, pa sledi še kratka igra, imenovana Kaj bi raje. Pred nama se nahaja ta kupčka kartic z raznimi vprašanji. Kartico bova glasno prebrala in bova obraz izbrala eno izmed ponujenih možnosti. Po želji lahko tudi pojasnite svojo odločitev ali o njej tudi lahko razpravljamo. Okay. Boste vi prebrali? Ful me zanima. Okay. Kaj bi raje? Zavedno skakali, namesto hodili ali vedno hodili nazaj? Zavedno skakal. Ja, jaz sem istega mnenja. Malo težje bi bilo, da hodiš nazaj. Vsi se navadiš, veš, pa se ti sklepi drugače naredijo. Vse mogoče je pa to fajn. Ja, ampak, če skačeš, ti kolena trpijo. Ne? Ja, ampak ko hodiš nazaj, ne vidiš, kam hodiš. In se mi zdi, da skakanje bi bilo bolj... Po mojem je ful depresivno hoditi nazaj, ker se vse umika od tebe. Vse od tebe umika, pa pred tabo. Nič ne vidiš, kaj je pred tabo. Vedno hodim. Okay, zdaj bom jaz samo prebrala. Kaj bi raje? Bili osramočeni pred množico ljudi, katerih ne poznate, ali bili osramočeni pred 3 ljudmi, katere poznate? Oboje sem že videl. Na odru včasih ne rata, kaj ne si pač še sram, ampak moraš iti naprej. Tako da oboje sem že raj na odru. Raj pred ljudmi, ki jih ne poznam, kaj je tako vse. Jaz sem istega mnenja. Ljudje pozabijo zelo hitro. Ja, pač, kako da ni nič novega, bi rekla jaz. Nič nenavadnega ni, pač zgodi se. Ja, sem sej ni, a veš, tudi to moraš dati čez kot komik, zato da vidiš, pač, da dobiš ta feedback. Ne? Tudi nov feedback je feedback. Ne? To, če ti ne ploskajo, če se ne smijo, tudi to ti da potem zavedati, tukaj moraš še delati. Ne? Ja. In to je, mislim, da je to ena dobrih šol. Ne samo za javno nastopanje, ampak nasplošno, da ti pri sebi vidiš, koliko imaš poguma za sebe, da si sploh upaš iti na oder, pa še to prenesti. Torej bi lahko rekli, iz naših napak se učimo. Se učiš, ja. Okay. Boste naslednjo karto oblekli. Kaj bi raje? Imel samoroga za domačo žival ali imel zmaja za domačo žival? Kakšnega Jaz mislim, da samo en odgovor, in to je zmaja. Zakaj zmaja? Ja, zmaji lahko letijo. Lahko letiš kamorkoli hočeš. Pa še tak. Koliko to poje, pišuka? To je tudi res, ja. To poje ful, ne? Ful bi pojedel. In pol še predstavljaj si, da ta zmaj enkrat se mu, da mu nekaj na všeč pišu, kad ti bo šuke, pa ti bo na avto vsedo, ti ga ozbačkal. Ja, Kega imaš to? Če pa je lepo zdresiran. Zmaj zdresiran. Glej, vse je možno. Zmaj zdresiran. V letu 2025 je vse zmožno. Ne. Vse je možno. Jaz bi imel raj samoroga. Samoroga zato, ker pač z njemu ni po moje veliko dela, ne? To je neka taka plemenita žival. Zgleda po moje tako kot konj, pa tudi samorog ima tudi leti, ne, Pegas. Samorog? Koliko jaz vem, ne. To je konj z rogom, ne? Ja, mislim, da je konj z rogom samorog. Ono, za krili pa je Pegasus. Ja.
Pa samo roke boljše. Šloga pa spustiš nekam, pa da vidiš, koliko se bo drugi konji gledali, koma pa No, to ta na je glav. tudi res, ja. Veš, koma pa ta na glav. Veš, kakšen znamenje je pa to? Veš, pa tudi Jelen, da bi navedel, kaj je to zdaj za nekaj. Veš, to ima roge, ali jih nima. Je to kon ali je to kakšen jelen? Ok, kaj bi raje? Govorili samo v rimah ali govorili samo v vprašanjah? Samo v vprašanjih. Samo v vprašanjih, zaradi tega, ker doskrat se ljudje premalo ne znamo poslušati. Ne. Ljudje se ne znamo poslušati. Jaz mislim, da bi v rimah skoraj boljše bilo. Ne, v rimah se ti... Pa tak? To je tako, veš, če sprašuješ veliko, pa da znaš pa tudi poslušati, boš imel veliko znanja. Ker ti ljudje, ne boš verjela, koliko ljudje radi povejo kaj ne. Pa če znaš prav vprašati, prideš veliko dlje, kot pa če sam... To je res, ja. Mogoče pa se da spremeniti moje mnenje. Ker z vprašanji prideš veliko dlje. Ja. A sem zdaj jaz, ali si ti? Ja, vi ste. Kaj bi raje? Bili vaš najljubši lik ali zmagali loterijo? Ta najljubši lik je kva zdaj, iz risanke ali? Mogoče iz filma najljubši lik. Ne, to ni. Da si lahko Kdo bi to kdorkoli, katerikoli lik. Ne, jaz sem najraj sem jaz, to ni šanse. Raj pa loterijo vzamem. Samo jaz sem mnenja, da mislim, bi bilo cool, da bi jaz bila, naprimer, ne vem, Iron Man ali pa Superman. O, se samo meni škere zdi. to, ne, Ja. to bi te vsi pol neki prosili. A že zdaj ti je težko, ko ti rečejo, dej smeti odnes. A veš? Ja. In pa ti bo rekel, dej tamle bo naravna katastrofa, dej pej ta vulkan ugasim. Wow, ful se ti bo da. To boš sam delal skozi za druge, nič zase. A veš, ko pa bo rekel, pa sej, a veš, ti laži, kot mi, ti boljš, kot mi. Če pa zadaneš na loteriji, je pa itak tako, ne. Večina ljudi pa spet pade nazaj v revščino. Ja. Zato, ker je to... Veš, kako je to? Recimo, dobra primerjava je čas, ne. Koliko je 1 milijon sekund? Veš, koliko je to časa? Nisem To je rekel. slaba 2 tedna, nekaj tazga, 10-11 dni, nekaj tazga. 2 tedna ti lahko splaniraš, ne. Sprav, milijon je še nekako, ga znaš sam kontrolirati, ne. Zdaj pa, koliko je pa milijarda? Veliko več. Ja, milijarda je pa nekih 30 let ali nekaj tazga skoraj. Veš, in tiste pa 30 let naprej pa ti ne moreš planirati nič. Ja. In zato je pa, kad dobiš toliko denarja naenkrat, je pač hiter neodgovornost. Hiter je finančna nepismenost v igri in to se pozna zelo. Ja, se strinjam. Se popolnoma strinjam. Naslednje vprašanje. Kaj bi raje? Da vam je mrzlo ali da vam je vroče? Mrzlo. Strinjam, Mrzlo je the popolnoma best. strinjam. Ker mraz ni nevaren za človeka, ne? Toplata je, ti proti toplati se ne moreš boriti, proti mrazu vse je z gibanjem. Ja, Veš. pa zdi se mi, pač mraz lahko nekako pač preprečiš, se lahko oblečeš, pač bolj debelo. Ja, ne. ali pa samo Vroče gibaš se. pa, če ti je vroče, ti je vroče. Ne, ker če je vroče, to se ne moreš shladiti, ne? Človek ima Ja. samo pot, a veš, in to ni dovolj. Včasih moraš reči, kaj bi raje. Imel špagete za lase, wow. Alge za lase, Špagete? rastejo, Ja, koliko hiter. bomo rekli, pa isto kot normalni lasje. Alge pa. Zakaj? Alge zaradi tega, ker pa lahko delaš še fotosintezo pa take stvari, a veš. Ja, Če imaš pa špagete, jih boš pa itak skozi jedel, pa boš plešast, a veš, skozi. Brez veze, ja, da ne, jih se imaš. si lahko tako malo odtrgaš, tako tu. Pa so skuhani. Ja, skuhani so, ja. Pol je pa Trde. tako, ne. Pa veš, ko greš špaget hiter na razen, pa ti pa skozi razpada. Ja, to je tudi Koliko res, špageti smrdijo po 2 dneh, stari, až ne njih, no? Ja. Pa tebe, pa si boš vsak dan lase, prav. S čim? A veš, tako, z omako, a veš, Ja, bolognese. z bolognese, omako. Fuck. Ne, ni šanse. To skozi isto ješ pa, a veš. Ja, hrana ne postane problem. Samo če bi imel špagete za lase, a je pol bolognese omaka v bistvu prhljaj? Tisto meso v omaki. Ja, to bi bil prhljaj. Ja. Sprav, vidiš, ni fajn.
Ne? Ja, paradižnikova omaka pa je voda. Ja, Bi bila. ja, pa tudi paradižnik. O, si nekdaj videla gnil paradižnik? Ejoj, prosim. Gremo na naslednje vprašanje, prosim. Ja. Kaj bi raje, imeli dlani za stopala ali imeli stopala za dlani? Dlani za stopala. Zaradi tega, ker že tako smo zakrneli totalno. Ne? Veš, če greš gledati v Amazonijo, une, ki tam živijo v tem gozdu, imajo čisto drugače razvita stopala. In oni nikoli nimajo nobene obutve. In meni se zdi to pomemben, da se mi znamo malo gibati. No. Po mojem, če imel roke, veš, koliko lahko več naredil. Sam ne bi bil tako stabilen. Ne, ja, ne bi bil, lahko pa bi, ne vem, mogo imeti močne prste. Koliko več stvari bi lahko delal, če bi imel? Pa niti ne, veš, ker ravnotežje loviš skozi. Ja, tudi jaz. Niti ne. Jaz mislim, da bi mogel iti... mislim, da ti ena roka ne bi pomagala, kaj dosta, veš, ena dodatna roka. Vaše vprašanje pač, ja. Kaj bi raje jedli, pico z vilico in nožem za vedno, ali da ne bi mogli izgovoriti besed, ki se začnejo na črko M? Jedu pico z vilico in nožem za vedno. Kolikrat povzameš kos pice? Veš? Absolutno ne. Jaz ne bi mogla, da sem doma, pa da jem pico z vilico in nožem. Ne. Da sem v kakšni restavraciji, da sem v... Ja, dobro, tam moraš. Ja, tam moraš, ne. Ampak ko si doma, ko si... Ko greš še pred kavč, pa so drobtine. Ja, pa ne. Rajši ne bi izgovorila besedno črko M. Mi, like, ne razumem. Mami ne bi rabila reči, ne bi mogla reči. Ne bi mogla reči, se pa kaše. Motor. Kaj bi raje, vedno nosili klovnov kostum, ko stopite ven, ali vedno zapeli vašo naročilo v restavraciji? Zapel naročilo. Res? Da bi... Ja, ta je dobra. To po mojem bi vse kelnerje vrgel stira, da bi tja prišel, jaz bi pa pico. Wow. Coca-Colo. Ja, ta bi bila dobra, drugače pa, da bi bil pa skozi v klovno oblečel, to pa... To pa ne bi šlo čez. Ta bi bila pa, to je ponižujoče malo, že tako kot komika, veš, moraš se distancirati. Biti kloven je nekaj čist drugega kot biti komika. Ja. Ker kloven ima res tiste osnovne, meni to ni humor, veš, da ti veš, to, to ni, to je za otroke, ki jim je malo tako, ki jih moraš animirati, drugače pa, to ni, kloven mi je tako malo ponižujoče, no, da bi se v klovno oblekel. Že to, ko se ljudje oblačijo v božičke, pa grejo recimo na okol, že to mi je malo tako, Vaše vprašanje? Kaj bi raje? Imeli možnost leteti ali imeli možnost postati neviden? Mislim, da bi bilo leteti najboljše. Neviden. Zakaj imate? Koliko te zebe gor? Vseeno, ko letiš, greš, nikoli ne boš pozen. Pa boš pozen. Lahko greš kamorkoli hočeš, vidiš vse, da pa si neviden. Sejte, a veš, koliko hiter letiš zdaj, ne? Veš, pa moraš imeti očala, pa čelado, pa polka letiš, a veš, je mrzlo, to piha, probiti na kolo dele. A veš, ne greš toliko hiter, pa te že zazebe. Kakšne koristi imaš s tem, da si neviden? Tukaj pa je zdaj. To, da si neviden, to je pa dobro, zato ker potem ljudje ne morejo pričakovati, kje se boš pojavil. In jih lahko presenetiš. Pozitivno in negativno. Če si lahko neviden na ukaz takole, potem se lahko bistveno lažje prilagodiš kakšnim situacijam, za kjer recimo nisi pripravljen ali pa nočeš biti tam. Dostkrat lahko kaj prisluškuješ, dostkrat se lahko potem izogneš čemu, ali pa dostkrat se lahko tudi pojaviš kje, ki bi bilo prav, da si. To bi bilo dobro, ker bi ljudi malo soočil s tem, kakšni so v resnici. Mi zelo veliko obrekujemo, zelo veliko ljudi obrekujemo. Ja. V redu. Kaj bi raje nosili, 2 leva čevlja ali 2 nosili nogavice na rokah? To bi bolelo po mojem. Nogavice na rokah. Jaz se strinjam, ker da bi nosil 2 leva čevlja. Ne, pa 2 leva čevlja, to je malo tako, no. Ite ga ne daš gor, ne boš ga dobiti gor. Zdaj pa nogavice na rokah, pa to me spominja na une rukavice, ki sem bil včasih. Tako da ni, kaj bi bila 5, po moje, pa takole, vse bi šlo. Ja, bi šlo, pa imaš 2 leva čevlja, to malo težje hodiš, pa se mi zdi, ne bo glih
prijetno, kako bi rekla. Ne moreš ga po mojem sploh gordati, ker je noga že tako. Ja, pač edino, če imaš zelo prevelike čevlje. Mislim, da bi šlo. Dobro, to tako kot krokse, da bi hodil. Ja. Ajde, to bi šlo, ampak dva leva čevlja, mislim, ne vem, zakaj bi. Tako, da bi moral hoditi nekam z 2 levima čevljama, mislim, da... Ne, se te noga boli, to ne moreš. Mislim, da rokavice. Zunjo nogavico pa lahko prideš. Ja, pa... Živ, ja. Veš, itak moraš da dol, če se rokuješ, ne, veš. Ja, to je to za vprašanje. Aha. Gospod Smrekar, hvala, ker ste bili v naši družbi. To pa je vse za danes. Upam, da ste uživali in smo vas kaj nasmejali tudi. Če si še niste ogledali naših prejšnjih pogovornih oddaj, si jih lahko ogledate na tem YouTube kanalu. Bila sem Elena, za danes pa hvala in nasvidenje.